Danes bomo govorili o dijaškem in študentskem delu in jaz bom zelo divje sklepal, da vas večina ve, da lahko tako delo najdete na enem od študentskih servisov. Vse, kar rabite, je potrdilo o vpisu v srednjo šolo, višjo šolo ali faks, se s tem potrdilom včlanite v študentski servis in lahko začnete delati. Danes pa je z mano Vesna Milošević Zupančič, strokovnjakinja za mlade in trg dela. Ne more vam priskrbeti epske službe, lahko pa vas natrenira, da si jo dobite sami. Vesna, zdravo. Zdravo. Moje prvo vprašanje je, zakaj sploh potrebujemo študentske servise? Ja, najprej zato, ker imamo bazo vseh študentskih del, dijaških del, a drugo, kar je zato, da vam priskrbimo napotnico, da ne delate na črno, ker to se ne sme, ne? Potem tudi poskrbimo za vsa plačila, za izterjavo plačil, za morebitne spore in pa predvsem uredimo vso administracijo in birokracijo, torej prijavo zavarovanja, plačilo pokojninskega, invalidskega, zdravstvenega zavarovanja in tako naprej. Se pravi, brez študentskega servisa dijak oziroma študent ne more delati zares? Ne, v resnici rabiš napotnico, ki je pravna podlaga za delo. Kaj pa so recimo neke glavne stvari, na katere moraš biti pozoren pri pogovoru s šefom? Ne vem, recimo, ko greš na razgovor ali pa kaj takega, je v redu pač, da lahko karkoli rečeš, a so kakšne specifične zadeve, ki jih ne smeš reči, narediti. Ne vem, je problem, če nekoga pošljem z mano, da gre na ta razgovor, recimo moja mami ali pa kaj takega? Ja, ne priporočamo, da torej pač sklepam, če lahko fanta ali pa punco najdeš sam, da lahko tudi na razgovor za delo greš sam, brez mame, a ne? Ja, okej. Bo boljše. Drugače pa ja, dobro je, da se obnašaš profesionalno, za študentska dela dejansko ni nujno, da so vedno razgovori, sploh za dijaška dela, lahko se to upravi kar prek telefona, a včasih pa tudi dejansko poteka razgovor. Se pravi, v bistvu zelo tak sproščen ob kavi za... Bodna previdno sproščena, da ne bo kdo razumel, da to je tako, kot nekemu prijatelju nekaj razlagaš. Ne, vseeno se seveda moraš ustrezno pripraviti, potruditi. Moraš biti lepo oblečen? Seveda, odvisno od delovnega mesta. Je pa dejstvo, da je sploh pri dijaških delih včasih to lahko samo en klic, en telefonski pogovor, lahko tudi en mail, a pri kakih zahtevnejših delih pa, kot rečeno, je lahko to kot pravi razgovor za službo pri redni zaposlitvi. Dobro, hipotetična situacija, a je problem, če jaz dobim delo in potem v bistvu ne pridem na delo, ker nočem zares tako zgodaj vstajati? Če obrnem vprašanje, je problem, če pričakuješ, da avtobus pride ob 6, pa ga ni? Verjetno ja. Torej, ja, dejansko delodajalec pričakuje, da pridemo, računa na našo pomoč in je pa dejansko prav, da pridemo. V primeru, da pač si premislimo, pa seveda pravčasno ga obvestimo, pokličemo ali pa če se zgodi, da si zaspimo, seveda tudi to se zgodi, obvestimo, povemo. Tudi če gre za študentsko delo, ga je treba resno vzemati. Tudi če gre za študentsko delo, ker Slovenija je le majhna, ne? Razumem, super. Hvala lepa, Vesna. Zdaj jaz imam za Vesno še milijon enih vprašanj, med drugimi tudi, kako očarati in kako ne razočarati šefa. Če vas zanimajo najbolj vroča študentska dela, pridite na YouTube kanalu Osvežilna fronta, kjer si boste lahko ogledali nadaljevanje tega intervjuja.